Temu smo priča tudi pri nas. In večina ljudi ne reagira. Ne zato, ker jim je vseeno, ampak ker ne vedo, kaj narediti. Kot akterji javnega prostora smo se hipno odzvali in ustvarili kampanjo Uporabi svoj glas. Cilj? Ljudem pokazati, kako reagirati. Jasno, konkretno. Mlade smo dosegli na družbenih omrežjih, kjer smo jih podučili, kaj je zalezovanje, kako ga prepoznati, kako se nanj odzvati kot žrtev ali priča in kje v mestu so lahko varni. Včasih žrtev ne spregovori, ampak njena stiska pove vse. Kako kot priča prepoznati zalezovanje? Zalezovalca lahko prepoznaš po vedenjih, ki se ponavljajo. Zato, če si priča nasilju, reagiraj mirno in nenasilno. O situaciji obvesti voznika. Pokliči na 113. Vem, da je včasih v trenutku težko odreagirati, ampak že z malo gesto lahko nekomu pomagaš iz velike stiske. Tudi mestni avtobusi otrokom in mladostnikom nudijo varno okolje. In da vozniki in voznice vedo, kako se odzvati in pomagati v primeru nasilja. Varne točke lahko najdeš po celi Ljubljani in na spletni strani varnetočke.si. Kako zalezovanje prepoznamo še pravi čas? Zalezovanje pomeni, da te nekdo vztrajno spremlja, opazuje ali kontaktira, čeprav si jasno pokazala, da tega ne želiš. A si že slišal tega? Kdor molči, ničesar ne spremeni. In čeprav je poleg še 20 drugih, se ne zanašaj, da bo reagiral nekdo drug. Uporabi svoj glas. V samo 10 dneh smo dosegli več kot 70.000 uporabnikov, 150.000 ogledov, 163 ur predvajanj, 4.000 reakcij in na stotine pozitivnih odzivov. Kampanja pa ni ostala samo na družbenih omrežjih. Preselili smo jo v srčje problematike, na mestne avtobuse, med mlade, v vse ljubljanske osnovne šole, v mesto, kjer je na mestnih plakatih tam dosegla 51% vseh meščanov in meščank. Kampanja pa je bila glasna tudi v medijih. Na radiju, televiziji in tiskovinah je dosegla širšo javnost. Naša sporočila so ljudem dala znanje in pogum, da to znanje uporabijo. Za zgled pa smo vsem postavili našega pogumnega voznika in potnika, ki sta uporabila svoj glas. Uporabi svoj glas tudi ti.